No, bomo rešili preverjanje A in sicer povezano z odvodi. Pa začnimo kar pri prvi nalogi. Zapišite odvod dane funkcije. Se pravi, odvod od x je, štirko prepišemo, krat 5 krat x na 4, minus dvojko prepišemo, potem prepišemo tole trojko, krat 3 krat x za eno zmanjšamo, plus 10. In to je 4 krat 5 je 20x na 4 minus 6x na 2 plus 10. In to je naš odvod. Potem imamo še eno funkcijo. Tudi tukaj odvajamo. Od e na x vemo, da je odvod e na x. Od x kvadrat je odvod 2 krat x. Potem je pa minus, kjer je tukaj minus 3, moramo pomnožiti za minus 3. Prav minus 3 krat x na minus 3 minus 1 je pa minus 4. Še to malo olepšamo. In na x plus 2x, minus pa minus je skupaj plus 3x na minus 4. Izračunajte in zapišite koordinati točke, kateri je tangenta na krivuljo vzporedna s to premico. Zdaj, tangenta ima smerni koeficient k, ki je enak odvodu te funkcije. V neki točki, ne vemo še kateri, bomo ugotovili. In odvod od tega je 2x plus 2. To je smerni koeficient tangente. Ker je vzporeden premici y je minus 2x plus 3, vemo, da je k enak minus 2. K od te funkcije je minus 2. To pomeni, da mora biti 2x plus 2 isto kot minus 2. Torej je 2x isto kot minus 2 minus 2. 2x je minus 4 in x je minus 4 polovice, kar je minus 2. Zapiše pa, da moramo zapisati koordinate točke. To pomeni ne samo x. X imamo, zato bomo zdaj še y izračunali. Kako? Ta točka leži na tej funkciji. Ne na premici, ampak samo na funkciji, zato stavimo. Y je x kvadrat plus 2x minus 1. To je torej minus 2 na kvadrat plus 2 krat minus 2 minus 1 je 4 minus 4 minus 1 in to je enako, to se izniči, minus 1. Torej je točka minus 2 in minus 1. Naslednja z uporabo odvoda izračunajte stacionarne točke racionalne funkcije. Stacionarna točka pomeni, da je odvod od tega enak nič. Se pravi, stacionarna točka je tam, kjer je odvod nič. Odvod tega, to je pa količnik, pa odvajamo tako, da najprej odvajamo zgornjo, torej odvod od x je 1, prepišemo spodnjo. Potem damo minus, prepišemo zgornjo, odvajamo spodnjo, odvod od x kvadrat je 2x plus nič, oziroma samo 2x, spodaj je pa x kvadrat plus 1 na kvadrat. In to mora biti nič. Zdaj, kdaj je ulomek nič? Ulomek je nič takrat, ko je vzgori nič. To pomeni, da me zanima samo to. Iščemo torej, kdaj je ta izraz enak nič. Pomnožimo, odpravimo oklepaj, x kvadrat plus 1 minus 2x kvadrat je nič. X kvadrat minus 2x kvadrat je minus x kvadrat plus 1 je nič. Zdaj lahko damo na drugo stran, zato da bo x kvadrat plus. In dobimo, se pravi, nič tukaj, na drugi strani pa x kvadrat minus 1. To pa lahko razstavimo na x minus 1 krat x plus 1, kar pomeni, ena točka x1 je 1 in druga točka je minus 1. Ampak zopet iščemo točko, ne samo x koordinato, zato bomo zdaj še izračunali, koliko je f od x. F od 1 je
1 polomljeno z 1 na kvadrat je 1 plus 1, to je 1 polovica. In prva točka ima x1 in y1, je torej 1 in minus 1 polovica. Druga smo rekli, da je minus 1, malenkost lepše napisali, minus 1, zdaj f od minus 1 je minus 1, polomljeno z minus 1 na kvadrat je 1, plus 1 je še vedno 2, je torej minus 1 polovica, to je pa točka T2, minus 1 in minus 1. Tako imamo zdaj x1 in x2, prvi je 1, druga točka je pa minus 1. Zračunati moramo še y, to je pa v bistvu potem f od x1, se pravi za x vstavimo enko, to je 1 na kvadrat je 1 plus 1 je 1 polovica in naša točka ima koordinate 1 in 1 polovica. y2 je pa minus 1 polomljeno z 1 plus 1, je minus 1 polomljeno z 2, torej točka 2 ima koordinate minus 1 in minus 1 polovica. In to sta stacionarni točki. Točki, kjer je odvod nič. Določi enačbo tangente. Tangenta bo imela enačbo k krat x plus n, pri čemer bo k enak odvodu te funkcije, ki jo imamo tukaj, in normale. Normala pa bo enačbo imela k pravokotna krat x plus n, pri čemer bo k pravokotna minus 1 polomljeno s k, ki ga bomo prej dobili. Pa dajmo kar pogledati, koliko je odvod. F črtica od x je, zopet, odvod zgornjega je minus 1 in pomnožimo s spodnjim. Minus, prepišemo zgornjo in pomnožimo odvod spodnji, to je krat 1. Zdaj moramo dati x plus 5 na kvadrat, če v spodnji. Zdaj pa v kateri točki? Mi nimamo x podanega, imamo pa y. Vemo, da ta točka leži na temo. Torej, lahko rečemo, da je f od x za x bomo to, f od x bo enako minus 9 in to je 3 minus x polomljeno z x plus 5. Torej, lahko rečemo takole, da je minus 9 enin isto kot 3 minus x polomljeno z x plus 5. Zdaj se spomnimo na to pravilo, da če imamo recimo ulomek 3/5, to je 6/10, če bi to dvoje pomnožili na eni strani, je enako 5 krat 6. Zato bomo tudi mi zdaj to dvoje pomnožili pa to dvoje. Imamo minus 9 krat x plus 5 je isto kot 3 minus x krat 1. To je minus 9x minus 45 je 3 minus x. Minus 9x plus x je minus 8x. 3 plus 45 je pa 48. Delimo z minus 8, to počrtamo in dobimo, da je x enako minus 6. Zaprav tukaj je koordinata minus 6 in ker nas zanima f črtica, bomo zdaj izračunali, koliko je to v minus 6. Vstavimo. Zdaj, lahko tudi najprej zmnožimo, že tukaj zgoraj, se pravi minus 1 krat x je minus x, minus 1 krat 5 je minus 5, minus 3 krat 1, zdaj krat 1 ne rabimo množiti, je samo potem minus 3 plus x, polomljeno z x plus 5 na kvadrat, kar je pa isto kot x se pokrajšate, ostane minus 8 polomljeno z x plus 5 na kvadrat. Zdaj nas pa zanima, koliko je to pri minus 6, vstavimo, minus 8 polomljeno z minus 6 plus 5 na kvadrat,
To je minus 8 omnoženo z minus 1 na kvadrat. In je to minus 8 deljeno z 1, je minus 8. To je naš smerni koeficient. No, zdaj bomo pa to napisali enačbo tangente najprej. Se pravi, y je k krat x plus n, pri čemer je k enak temu, to je naš k, je torej minus 8 krat x plus n. Ampak mi vemo, da točka minus 6 in minus 9 leži, to je x, to je pa y na tem tangenti. Zato bomo za x ustavili, za x bomo ustavili minus 6, za y pa minus 9. Se pravi, minus 9 je minus 8 krat minus 6 plus n. In iz tega bomo zdaj n dobili. Damo lahko vse skupaj na drugo stran. Ali pa če izračunamo najprej, to je 48 plus n. Minus 9 minus 48 je n. In n je, minus 9 minus 48 je minus 57. Naš n je minus 57. Enačba tangente je torej y je minus 8 krat x minus 57. Zdaj pa nas zanima še, koliko je enačba normale. Normala. Ker smo rekli, je to y je k pravokotnik krat x plus n. Zdaj moramo najprej k pravokotni izračunati. To je minus 1 polomljeno z prejšnji k. To je minus 1 polomljeno z minus 8. Tukaj imamo izračunan. Minus pa minus je plus, je torej 1/8. In zopet rečemo, y je k krat x, torej 1/8 krat x plus n. Naš y je še vedno tale, torej minus 9, je 1/8 krat x minus 6, lahko napišemo tudi minus 6 plus n. Tole lahko krajšamo, je to 3 pa 4 in dobimo minus 9, minus se gre v drugo stran plus 3/4 je enako n, se pravi n je minus 8,1/4. Iz tega dobimo enačbo normale, y je 1/8 krat x minus 8,1/4. To je pa naša normala. No, zdaj imamo še nekaj odvodov. Zdaj, to je sinus, mi imamo formulo za sinus od x, zato si predstavljamo najprej, da je tole t. Sinus od t vemo, da je kosinus od t, ampak za t vpišemo kar x kvadrat plus 4. Ker smo pa dali novo neznanko, moramo še to odvajati. 2x. Odvod od x kvadrat plus 4 je 2x in to je naš rezultat. Gremo k naslednji. Tukaj je pa v bistvu produkt. Ena funkcija krat druga funkcija. In zdaj moramo odvajati najprej prvo. Odvod od kosinus na 4x je 4 krat kosinus x, kot da bi tukaj pisali t na 4, ne? Ker kosinus na 4x to je isto, kot da piše kosinus x na 4. In si predstavljamo, da je to nova neznanka t in t na 4 je 4 krat t na 3, se pravi na 3. In zdaj še odvod od te nove neznanke, odvod od kosinusa je pa minus sinus. In zdaj moramo z drugim pomnožiti. Podamo pa plus, pa prvega prepišemo in pomnožimo odvodom od logaritem od x, to je pa 1 za x. Zdaj tukaj lahko še edino, kar lahko še uredimo, malo pred znakom spredi, številka, potem je pa kosinus kosinus na 3x se obeh ponovi bi lahko celo vzpostavili, ni pa nujno, lahko pa tudi samo tako napišemo kosinus x. Zdaj ta na 3 načeloma damo rajši tukaj notri, vmes pred x-om, krat sinus x
krat logaritem x plus kosinus na 4x krat 1 z x. Tako. Pa tukaj si zopet tole predstavljamo, da je to naša nova neznanka, t. Imamo torej funkcijo koren iz t. To je isto kot t na 1 polovica. In t na 1 polovica odvajamo tako, da napišemo, da je to 1 polovica krat t, ampak za t moramo zdaj vzeti vse to. Se pravi, x na minus 4 plus x na minus 2 na 1 polovico. Minusa, ne, 1 polovica minus 1 je minus 1 polovica, potem moramo pa še to odvajati. Odvod od x na minus 4 je minus 4x, pa še za eno manj je pol minus 5 že. In minus 2 krat x na minus 3. Tako. Še tukaj. E na x, to je pa količnik, moramo pa najprej zgornjega odvajati. Odvod od e na x je e na x in spodnjega prepišemo. Pa minus. Prvega prepišemo in odvajamo, to je 1. Polomljeno z tisto, kar je v spodaj na kvadrat. Zdaj lahko to še olepšamo, e na x krat x, oziroma e na x lahko pri obeh izpostavimo. Ostane x minus 1, polomljeno z x minus 1 na kvadrat. Zdaj x minus 1 je tudi x minus 2. Eto, še zadnjo. Naslednjo, določi kot, pod katerim se sekata funkcije. Zdaj, mi poznamo to, da je tangens fi enako k2 minus k1 polomljeno z 1 plus k1 krat k2, pa še absolutna vrednost. Pri čemer sta k odvoda, recimo k1 naj bo odvod od funkcije f črtica od x, k2 pa naj bo odvod od g črtica od x. Edino, kar je še pomembno, videti moramo, kje se sploh sekata, se pravi presečišče. Presečišče je tam, kjer je f od x isto kot g od x. F od x je x kvadrat, g od x pa je x kvadrat minus 4x plus 1. X kvadrat lahko krajšamo. Če damo na drugo stran, dobimo 4x je enako 1 in x je 1/4. Torej imamo točko, kjer se sekamo. Zdaj nam ni treba iskati še y, ker nas bo zanimal samo odvod, oziroma smerni koeficient. Se pravi, k1 je odvod od prvega, to je 2x, to je 2 krat 1/4, to je 1 polovica, ne, ker je to 2 enini, pa se pokrajša, da ima 1 polovica. Drugi je pa g črtica odvod, ne, je torej 2 krat x minus 4, zopet 2 krat 1/4 minus 4, to je še vedno 1 polovica, 2/4 ali 1 polovica minus 4 in je to minus 3,1 polovica. Zdaj pa tangens. Prav rečemo tako, tangens fi je, k2 je minus 3,1 polovica, lahko rečemo tudi 3,5, minus 0,5, lahko z ulomki, lahko z decimalko, se pravi, to je 0,5, to je pa 3,5, polomljeno z 1 plus k1 0,5 krat 3,5. Zdaj bomo pa to izračunali, najprej to vrednost, kakšno dobimo. To je torej minus 4, polomljeno z 1 plus 3,5 krat 0,5 je v bistvu 3,5 deljeno z 1 polovico 1,75. Zdaj minus 4 bo itak v absolutni plus 4, se pravi imamo tangens fi je 4 polomljeno z 2,75 in izračunamo, koliko je to. Dobimo, da je to 1,45
Pa če iščemo kot fi, smo se pa naučili, kako vtipkamo. Fi je arcus-tangens. Rečemo arcus-tangens od 1,45, na kalkulatorju pa to pomeni shift ali pa inverzno ali pa second function, nekaj od tega. Tako da nam bo potem, ko bomo pritisnili to pa tangens, pokazal tangens na -1. Odtipkamo, še prej pa pogledamo, da imamo res stopinje. To preverimo tako, da vemo, da je sinus od 90 stopinj enako 1, potem pa gremo kar, ne. Se pravi, inverzno, tangens od 1,45. In je to 55,4 stopinje. Se pravi, kot fi je 55,4 stopinje. Še eno imamo. Ali je funkcija v točki -4 narašča ali pada? Zopet pogledamo odvod. To je 3x². Izračunamo vrednost točki -4. In je to 3 krat 16 in to je 48. Ker je odvod večji od 0, funkcija narašča. Zakaj? Ker takrat je smerni koeficient večji od 0 in takrat funkcija narašča.